Danes govorimo o growth hackingu. Z nami je gostja Maja Voje. Dobrodošli že v 9. oddaji Point Out Weekly. Danes gostimo Majo Voje. Živjo. V prejšnji oddaji, če se jo še niste pogledali, smo govorili o upravljanju Facebook strani. Danes pa govorimo o growth hackingu. In Maja je ena izmed najboljših growth hackerk v Sloveniji. Dela z slovenskimi in tujimi naročniki. Si v 0,1% growth hackerjev na Twitterju. Ja. A ne? Tako da mislim, da danes gostimo eno zelo fino osebo, ki nam bo podala ogromno enih odgovorov o growth hackingu, oziroma če to povemo po slovensko, se reče hackanje rasti. Ker, a veš, tukaj v teh oddajah ne vsi se malo v nas obregnejo zaradi tega, ker uporabljamo ful angleških izrazov, zaradi tega se poskušamo vedno potruditi, da tudi te zadeve prevajamo. Tako da, kakor sva rekla, ne, hackanje rasti za tiste, ki ste bolj na samo slovenščino nagnjeni. A to sta povedala enkrat, da bova zdaj konsistentno uporabljala? Jaz bi kar growth hacking uporabljal zaradi tega, ker če ne se bova lovila, Hvala, če ne bom jaz mogel v bistvu skozi v ta ekran gledati, ker si ne bom zapomnil v glavi, ker v bistvu danes sva prvič ta izraz uporabljala, tudi jaz prej za njega nisem vedel. Ampak okej, želiš še ti karkoli povedati o sebi, se predstaviti? Ja, mogoče bi sam povedala, ena izmed najboljših growth hackerjev v Sloveniji. Jaz bom ful vesela, če se še kdo okliče za growth hackerja, sploh ženski del populacije, nam trenutno zelo manjka. Da Vizionect je par dobrih, GoOpti ima dobre prakse, ampak če se kdo v gledanju oddaje še istoveti s tem pojmom, naj prosim pride v community in nas kontaktira. Super. Okej, greja kar v oddajo. Ja. Za začetek bi te vprašal, s čim se ti kot growth hackerja pravzaprav ukvarjaš? Ja. Se pravi, growth hacking je v nasprotju z marketingom en lep otrok med UX-om, produktom, programiranjem, marketingom in še marsičem. Se pravi, ves ta marketinški skill set, iz katerega pač jaz po izobrazbenem ozadju izhajam, smo nadgradili potem še s statističnimi metodami, ogromno analitike, sodelovanje z UX-erji, in kar mi v bistvu poskušamo delati je na točki razvoja, v kateri je produkt, zakrpati del prodajnega lijaka, ki trenutno pušča. In tukaj pri tej zgodbi sta dve pomembni stvari. Moraš imeti v bistvu že nastavljeno analitiko, a ne? Ne moreš se nekega dne odločiti, živjo, jaz bom growth hacku. Mislim, lahko greš pred stavbo, zagneš par ljudi, če bi uporabljali tvoj produkt, ampak to ni ta resna, zrela faza, o kateri bova danes midva govorila. Ja, in to je v bistvu to. Mi v bistvu podjetjem pomagamo z vizijo, da bojo dobili uporabnike, da bojo konvertirali uporabnike. Na koncu želimo, da je vse merljivo v denarju, ampak to se ponavadi naredi čez nekaj iteracij. Ko govoriš o tej analitiki, konverzijah, a je growth hacking nekaj, kar je omejen samo na splet, na digital, ali se tudi najde v offline kanalih? Zelo se najde v offline kanalih, začel se je v offline kanalih. Mogoče kakšen primer tukaj? Tako. Zdaj besedo growth hacking je prvo rekel Sean Ellis leta 2010. To je godfather growth hackinga. Prav v bistvu stara komi 7 let. Tako me je 7 let. Zdaj vem, da me boš vprašal, če je buzzword. A je? Trudimo se, da ni. Trudimo se, da kakovostno delamo, da komuniciramo pač rezultate, ki so realni, da povemo tudi stvari, ki niso delovali. Tako da definitivno ne mislimo, da prodajamo bullshit, ampak da kreiramo veliko dodano vrednost v sodelovanju z agencijami, s produktnimi marketingarji, pač pomagamo startupom in podjetjem na poti do rasti. Kar se pa tiče offline, se je pa v bistvu growth hacking, preden se je tako imenoval, začel razvijati v fizičnem svetu že mnogo prej. Če pogledaš tako, eden izmed najljubših primerov, ki ga pogosto citiramo, je McDonald's. Oni, ki so v bistvu širili svojo verigo restauracij, so se osredotočili na poti. Se pravi, oni so v bencinskih črpalkah postavili svoje restauracije. Zaradi tega, ker kakor avto pride na refill, tudi človek pride na refill. Ponavadi so te zadeve usklajene. Še en primer, ki je malo starejši iz začetka 20. stoletja celo, je Listerin.
Listerin v bistvu ni imel marketa. Oni so si izumili market in naredili so en takšen karakter Edna, ki je kao smrdel iz ust in ni imela prijateljev in naredili so pač to namišljeno potrebo. A ne? Tako da oni so si v bistvu ustvarili trg, ki prej ni obstajal. Tako da primerov iz fizičnega sveta je ogromno, tudi v letu 2017. Simon Belak je na prvem growth hacking srečanju, ko smo ga imeli Ki si ga ti organizirala, ne? Tako, smo zelo veseli, ja. 90 ljudi prišlo, super. Stvar. Ja, ful sem vesela, da se je to community najdel v tem. V glavnem on je rekel, da ena izmed metod, ki jo uporabljajo za vstop v nove trge, so letaki. Mene je bilo to tako blazen čuden, zato ker pač, veš, normalno bi šel z digitalnim marketingom nov teren testirati, ampak oni so rekli, da pač grejo na lokacijo, razdelijo letake, merijo učinkovitost s pomočjo tega, da navedejo različne telefonske številke na letakih. To mi je bilo blazno zanimivo, super, ne? Da so tako naredili. In tako trekajo, ne? Merijo. Ja. Mislim, da Studio Moderna imajo tudi ene take primere, ampak z njimi nisem toliko seznanjena. V offline svetu pa delamo tudi pri podjetjih, ki bi mogle biti načeloma online. In sicer v fazi, ki se mi v bistvu še učimo, kdo so porabniki, ki testiramo product market fite, je zelo pomembno, da greš ven in da se pogovarjaš z ljudmi, da jim, ne vem, pokažeš produkt v živo, da UX-ajo potem tam ti povejo svoje predloge. In ne vem, z eno avstrijsko ekipo zdajle, ki delamo, mislim, oni so neke vrste rental imajo za daljše obdobje, za vikend hiške, pač to bo treba iti na lokacijo in vprašati tiste ljudi tam, če bi jih to zanimala, ne. Tukaj ne moreš na internetu targetirati, ne vem, človeka, ki ima bajto na WordPress-u. Mislim, da se, ampak ne zelo specifično. Se pravi, v nekaterih primerih je enostavno boljše, če growth hackaš offline. Čeprav, zakaj ne, če malo skočim, zakaj se je začel ta izraz zdaj pojavljati? Enostavno zaradi tega, ker je na digitalu treba zadeve premikati naprej, izboljšati konverzije in tako. Tako, in tukaj le z našim procesom v bistvu dosti dobro pridemo. Bi pa še enkrat opozorila, da podjetja, s katerimi delamo, so v zelo različnih fazah. In v fazah, ko podjetje šele išče svoj product market fit, ki še ne ve točno, kdo bo ciljni audience ali testira več zadev, je zelo pomembno delati tisto, čemu rečemo things that don't scale. To, da naprimer founderji na začetku prevzamejo customer support, to, da se dela intervjuje s porabniki, pač te stvari, a veš, ne moraš dati par tisoč evrov budžeta in tega ugotoviti, ampak moraš iti in se ena na ena pogovarjati. In s temi insighti potem lahko razvijamo strategije in nove kanale, ki pa so scalable oziroma je z njimi možno doseči večjo populacijo. Ok, in zdaj, ko si se že malo navezala na strategije, da vas se kar dotakniti in če bolj specifično v samo prakso, pa se malo pogovoriti, katere so najpogostejše strategije ali pa taktike, ki jih podjetja uporabljajo, ko growth hackajo. Tako. Spet moram povedati, da sta dve različni fazi. Eno je tisto, kar je Sean Ellis, pa tisti, ki malo več delamo s startupi in nam se reče v bistvu prospector style growth hacker. Pri nas je dejstvo, da so vzorci podatkov manjši in tehnika, kot so AB testiranje, ki pridejo zelo prav potem, ko podjetje že ima eno bazo ljudi, mislim, ti na vzorcu 1000 ljudi ne moreš AB testirati. Pač, tudi če bi, je lahko v soboto lepo vreme in da se boš na podlagi teh rezultatov pol odločil za kakršnokoli resno poslovno potezo, pač vemo, da to ni najboljša stvar, ki jo lahko v življenju narediš. Tako da druga faza growth hackanja je pa minor, potem, ko imaš naprimer že spletno stran, ki ima, ne vem, 50,000 unikov na mesec po tam malem, pa naprimer pač e-commerce, pa te veliki SaaS produkti, tukaj pa vzameš analitiko in delaš optimizacijo. Tukaj pa lahko v bistvu narediš te velike stvari, kakor so, da ne vem, narediš odštevalnik pri gumbu za nakup in meriš, koliko se ti je v to denarju poznala, ne. Ampak brez velike količine trafika je to praktično nemogoče ali pa tako statistično nezanesljivo, da tudi če narediš pa slučajno rata, da še vedno ne veš nič več v biznisu, kakor si vedel prej. Zato tudi ena izmed prvih metrik, ki jih ponavadi zasledujemo v praksi pri early stageu, je number of learnings.
Ker v early stageu je pomembno sosledje eksperimentov. Načeloma bi v našem ciklu eksperimentiranja vsak eksperiment mogel dati neke vpoglede v ciljni trg, zato da se v naslednji fazi lahko naredijo boljši eksperimenti. Medtem, ko pa če optimiziraš, ne vem, veliko spletno trgovino ali pa aplikacijo onboarding z ogromno uporabniki, imaš pa čisto druge metode, a ne? Tam pa v bistvu lahko avtomatiziraš stvari in pač vidiš številko, koliko se ti je rezultat spremenil in koliko se ti to pozna. Ampak ja, to ni bil odgovor na vprašanje, se ti upravičujem. Ampak lahko je eno drugo vprašanje tako, zastavim, ker se mi je seveda. tukaj porodil, pa se verjetno tudi vam gledalcem poraja. In sicer, kdaj bi ti podjetjem svetovala, da se lotijo growth hackinga? To je zelo deljeno vprašanje v naši skupnosti. Jaz pa par drugih mislimo, da se da tudi na Problem Solution Fitu zelo lepo testirati. Mislim, to smo mi z Martinom Mikelom dokazali približno na kampanji Blue Jay, no? O tem smo precej objavljali. Mi smo v bistvu takrat iskali target audience za ta produkt in merili konverzijo na posameznem landing pageu za target audience in se na podlagi tega odločili, kam bo šel večji del budžeta. In na tem konkretnem primeru sem se jaz v bistvu tudi prvič srečala z growth hackingom, ker mi tradicionalne metode enostavno niso delovale. In koliko ste imeli tam mogoče za gledalce, koliko je ljudi prišlo na stran, da ste te zadeve lahko merali? Ne, sorry. Aha, okay. Se pravi, ne smemo razkriti teh podatkov, ampak lahko okvirno rečemo. Lahko okvirno rečemo, se pravi, na nekaj tisoč ljudi se lahko naredi en takšen vzorec, na podlagi katerega zveš nekaj. Mi smo pač tam merili, koliko je bil conversion za prednaročilo, se pravi, v bistvu smo se poigravali z ekonomiko produkta, se pravi, in s ceno in s tem pač na koga ciljamo. Vse v biznisu smo se v bistvu naučili v sklopu tega eksperimentiranja. Jutri Martin to predava na Fanfari, bo zelo zanimivo, mislim, po oddaji. Ampak tudi na blogu, pa že lansko leto smo precej dobro diskutirali ta primer, ker mislim, da je v Sloveniji eden izmed boljših primerov, ko smo se pogovarjali o stvarih oziroma o produktih, ki še ne obstajajo. Samo idejo, zato smo pa dobili po pogovoru z Bellabitom, njihov Sandro Mur je amazing. On je strokovnjak številka 1, kaj on dela s testiranjem pa s podatki je noro in v bistvu smo se tega načina razmišljanja, bomo rekli, tega mindseta od Bellabita naučili, ker nam je vsem, tudi slovenski sceni, še vedno eden izmed najmogočnejših primerov, po katerem se zgledujemo. Se pravi, če sem nekako pravilno razumel, nekaj tisoč uporabnikov, da ti prihaja na stran, po tamalama, je dobro, da se neko podjetje sploh loti. Če je manj kot to, je energijo veliko boljš investirati v kakšne druge pristope. Growth hacking pride šele takrat, ko je neka baza uporabnikov, ko je treba izboljševati konverze in tako naprej. Dopolni me, če sem mislim, rada bi povedala v bistvu nekaj drugega. Veš, da obstajajo zgoščenine uporabnikov v fizičnem in online svetu. In te, na primer, zgoščenine uporabnikov, to se zdaj pogovarjava tudi o najpogostejše uporabljenih metodah, na online zelo lahko najdeš čez influencerje pa čez grupe. In naprimer, ko je Fildu, ko je bil Jure Dolar tam CMO, oni so v bistvu plačevali za objave v Facebook grupah, kjer so fuzbalerji. Ker so pač ugotovili, da fuzbalerji blazno veliko v grupah identificirajo in njim je bil to eden izmed najuspešnejših kanalov. Jaz ti bom povedala mogoče en svoj primer iz Nizozemske zdajle. Mi smo imeli tam tisto aplikacijo Hyper, se pravi, bodneš paraliste, tako v bistvu bilo to pricing intelligence, kjer so lahko uporabniki najdeli najnižje cene za živila v supermarketu. In mi pač preden smo kakorkoli testiranja naredili, smo šli poiskati, kjer so online grupe. In smo najdeli nekaj na Facebooku, ko so se ljudje pogovarjali, kako s 5 evri skuhati obrok za 7 ljudi. Pač to so, tisti maniaški konsumerji, ti res v prvih fazah dajo toliko intela, da dijo. In s temi community smo mi v bistvu začeli komunicirati, da smo sploh najdeli te triggerje pa te psihološke mehanizme za early adopterja, ne? Ker normalno je sklepati, da
tisti ljudje, ki imajo najbolj izraženo to potrebo, ki so v bistvu že na trgu in iščejo neke vrste rešitev za ta problem, se ti bojo verjetno prvi odzvali, ker jim rešuješ ta problem. Tako da rekla bi, da growth hacking tudi v early stageu je uporaben, ampak predvsem na UX delu. Zdaj, če se ti pa splača za to plačevati posebenega svetovalca, pa verjetno ne. Pač, da ti nekdo, ne vem, za 100 evrov na uro growth hacka Facebook skupino, mislim, da to ni glih najboljša odločitev. Se pravi, ti praviš bolj interno, se pravi, da se podjetje loteva to interno. Definitivno. Ne, in to je tudi moj pristop, vedno pač, kadar vzamem podjetje, jaz moram delati s product marketerjem, ki ima domensko znanje. Za kanale, ponavadi za vsak produkt so, ne vem, 2 do 3 kanali, ki delujejo zelo dobro, in tudi pri ljudeh je tako, ne, da ponavadi 2 a pa 3 stvari znaš res dobro delati in najdeti meč med tem je redko, ampak zelo dragoceno. Tako da, ko v bistvu začnemo delati s podjetji, se osredotočamo na proces, se osredotočamo na metodologijo, na to, da se vse meri, da se vsak eksperiment zapiše. Jaz mislim, da večina podjetij ufejla zaradi tega, ker enostavno ne beležijo stvari dobro, da bi imeli svoj playbook zabeležen, da potem naslednja oseba, ki pride, da je videla, kaj je bilo že narejeno, kaj je delovalo, kaj ni delovalo, in mislim, tukaj nočem težiti z preglednicami in Google Sheetsi, mislim, Damjan Odule ima to v Slack kanal integrirano, ampak v vsakem primeru, sam da je neki, da ti v bistvu spike, ki ga vidiš v Analyticsu, znaš povezati z nekim eksperimentom, pa se nekaj naučiti iz tega, ker to je pot napredka. In mislim, da v zgodnjih fazah se je najpomembnejše disciplinirati, da to delaš, delati sistematično, delati iteracije eksperimentov, in v tem pogledu smo uporabni. Ne vem pa, če je pametno, da nekoga, ne vem, plačuješ 100 evrov na uro za to, da ti visi na customer support channalu. In to je zelo zanimivo, kar omenjaš, ker midva z Zoranom sva imela eno oddajo, ko sva govorila o izgradnji notranjih timov v podjetjih. Ker midva ocenjujeva, da se v to smer premika celoten ekosistem z marketinškega, digitalno-marketinškega vidika, ne? In je tudi ta tvoj vidik samo še potrditev le tega, ne? Ker enostavno, growth hacker v nekem večjem timu kot člen tega tima lahko še potem največ doprinese. Tako kot si rekla, 100 evrov na uro za enega growth hackerja, iz svetovalske loge, ampak potem je pa aktivnosti treba imeti v podjetju. In izmerjene in tako naprej, in res, mislim, tukaj opozarjam na product market fit. Jaz vem, da se blazno seksi sliši pač to, da misliš, da ti bo en hack spremenil naravo biznisa, ampak večino ljudi, s katerimi pridemo v kontakt, pa ni samo v Sloveniji, mislim, v Avstriji, v Belgiji je isto. Ti pride in ti reče, zdaj bomo pa mi povečevali traffic. In pa naprimer ugotoviš, da je njihov onboarding v aplikaciji zlomljen. In zdaj boš kaj, metil denar noter zaradi tega, ker si naredil ogaben 10-stopenjski proces, ker ti morajo ljudje podatke puščati in ogromno frikcijo doživljajo. Se pravi, naprej je treba to popraviti. Tako, kar bi upozorila je samo, da vsi mislijo pač več trafika, boljša konverzija, ampak v resnici, če ima podjetje sploh urejeno produktno analitiko, ker to je tudi ena taka velika težava, mislim, in attribution model, odkje dobivajo promet, do tega, da ne vejo, kdo je target audience, ali pa pač, da ti govorijo neke pavšalne stvari, da bi bilo persono, je nek maturity stage in ful pogosto se nam naredi, a veš, ko moraš imeti tako one metric that matters, en cilj, en KPI, da pride ideja, da je nekaj treba izboljšati, in pa v bistvu ti v svoji diagnozi analitike, tako produktne kot pač tudi Google Analyticsa, ugotoviš, da to ni to. Pač, da je nekaj drugega broken in da bo treba na začetku to popraviti, preden je kakršnakoli investicija v povečanje trafika na spletno stran, kot je, ali pač, ne vem, fore, kako pridobiti več porabnikov, sploh smiselna. Ker kaj boš ljudi poslal na zlomljen onboarding. Vsi vemo, kakšna je konverzija tam, ne, mislim, to ni doprinos. Mislim, da sva kar veliko povedala. Zdaj bi to rekel, ker lahko bi tukaj govorili še 20 minut ali pa pol ure. Ogromno enih primerov, žal ne. Ampak zaradi tega, vse tiste, ki growth hacking zanima, bi mi dali še link do tvojega libraryja, knjižnice, kjer so zbrani različni članki, in tiste, ki to zanima, najbolj da kliknete na ta link, obiščete stran in preberete tiste članke, ki vas zanimajo. Ogromno velika zbirka, bi še ti tukaj kaj posebej rekla? Veš kaj, mogoče bi izpostavila par primerov še, ki so v Sloveniji zasledila kot zelo dobre.
Se pravi, Simon Belak, on je v bistvu po mojem mnenju najboljši predstavnik growth hackinga v Sloveniji. Prvi so na GoOptiju razpisali prav pozicijo za growth hackerja, ogromno prispeval v communityju, za kar smo mu vsi izjemno hvaležni, in on dela ful zanimive eksperimente, pač kot conversion rate optimization na spletni strani, kot tudi naprimer z referral loopom so že eksperimentirali, in to širjenje v tujino so tudi zelo v redu zastavili z eksperimentnega vidika, tako da oni v tistem podjetju GoOpti imajo zakladnico zelo dobrih praks. Izpostavila bi še Andreja Škrabo. Andrej Škraba na EKVB-ju dela v bistvu za hladilne sisteme za računalnike, in na našem meetupu je povedal fantastičen primer community hackinga. On je v bistvu na Redditu zgradil blazno influencer pozicijo si pa svojemu podjetju, in je res, mislim, en izjemen primer, kako se kot predstavnik podjetja profilirati kot opinion leader in pač to valjda tudi prenesti v svojo e-trgovino, ta vpliv, ki ga narediš na socialnih omrežjih. Tako da, mislim, njihovi rezultati, oni so povečali prodajo iz 6,5 milijonov na 13 milijonov in mislim, oni tam delajo tudi fantastične stvari. Kar se pa tiče ostalih zadev, no, pa bi bilo treba pohvaliti še Ulo pa Equo. Mislim, Equo je tako po 2 Kickstarter kampanjah, pa po branding imidžu, ki so ga naredili, fantastično podjetje. Damjan je pa ena oseba, ki po moje poleg lastnika od Gizmota ve največ o AB testiranju v Sloveniji, in mislim, tisti eksperimenti njihovih košarc, to so stvari, ki delajo 7-mestne cifre. Hudo. A pol bi rekla, da svetuješ tudi tistim, ki bi želeli kaj na področju growth hackinga narediti, da se celo obrnejo na te ljudi, pač v smislu pijača, pa da jim dajo tudi kakšne nasvete, ali pa pridejo v bistvu na tvoj drugi meetup, ki ga bo sigurno organizirala. Seveda mi je to bolj všeč, ta druga ideja. Ne, v glavnem, nekaj bom povedala o communityju, no. Noben v bistvu ne deluje za to, da bi pač karkoli profitno imel tega zaenkrat. Ja, če se naredi kakšen consulting deal, da je good, drugače tudi nič hudega. Dejstvo je, no, da mi platforme prej nismo imeli, niti za jobe v digitalnem marketingu, in da razen agencijskega dela, ki je zelo lepo urejen in ima communityje, mi community šele vzpostavljamo. Tako da pridružite se nam, pa boste videli, če vam je všeč stvari, ki jim govorimo. Jaz se pa tudi zavezujem, no, da bom delovala bolj povezovalno tudi s tujino, in da naslednjič bomo imeli tudi kakšnega gosta iz prakse, iz kje druge. Pa to ne pomeni, da v Sloveniji ne delamo zanimivih stvari. In zdaj, ko si govorila ravno še o tem communityju, jaz bi se samo navezal še na zadnje vprašanje, in sicer kako ti ocenjuješ, ali pa, kako ocenjuješ, kam se bo premikal growth hacking v prihodnosti, v Sloveniji, pa globalno? Kakšna je prihodnost? Ful hvala za to vprašanje, jaz sem ga zelo vesela. Ti bom povedala tako po pravici, jaz se zadnje časa ne učim popolnoma nič marketinga, ampak data science, AI, ful analitike, zaradi tega, ker se mi zdi, da vsak kanal, ki ga danes omenjava, ne vem, Facebook, Snapchat, bo sčasoma zasičen in bo časoma umrl. In tukaj sem ti tudi potem dala linke do zelo zanimivih vsebin, kako v bistvu AI pa avtomatizacija pomagata v marketingu. Simon Belak je spet rekel, growth hacking je pomemben, ker tehnologija žre marketing. Na ta način je opravičil obstoj, ki je. Bi pa rekla, no, da kljub temu, da smo vsi zdajle trenutno zelo v AI-ju in v data science-u in v merjenju in v metrikah, da to ne pomeni, da je avtentičnih odnosov konc. Content, ki ga moramo dajati ven, mora biti popolnoma avtentičen. En zelo zanimiv trend je engineered marketing. Jaz imam tam konverzije po 70% v lide, zaradi tega, ker kakor je na primer HubSpot, a veš, ne boš ti 500 e-knjige downloadu, ki je ne bo nikoli deben prebral, ampak se mi zdi, da je prihodnost v tem, da ustvarjamo vsebine, ki se lahko folk bolj identificira z njimi, ki si sam kaj poklika in ko v bistvu nekaj novega zve. In video vsebino, ne tole, ki delava danes, in naprimer moje zelo priljubljene marketing s pomočjo orodij, so prihodnost, ker občinstvo je vedno bolj zahtevno, attention span se zmanjšuje, content creatorjev je vedno več in vedno bolj kreativni in z večjo dodano vrednostjo bomo mogli biti, da si bomo zaslužili pozornost od ljudi. Super. Hvala, Maja. Z veseljem. Hvala, ker si bila najina gostja.
Tako da naslednjič, oziroma še pred tem, kaj bomo naslednjič delali, če imate kakršnokoli vprašanje za Majo, najbolj da napišete spodaj vprašanje. Ja, sam ne, kjer growth hack mi bo povečal prodajo. Ja, kdaj tudi take vprašanja dobimo zelo specifična. Ja. Ampak ni generičnih odgovorov, ne? Ti rabiš sigurno... Generične vprašanja so samo generični odgovori. Točno tako, ne. Če hočemo biti bolj specifični, rabimo zadeve pogledati. Ampak ja, ti boš vsekakor vesela kakšnega vprašanja, mi tudi. Spremljite nas še naprej. V naslednji oddaji bomo pa v bistvu malo drugačna bo celotna oddaja in bomo naredili Q&A session. Se pravi, bomo odgovarjali na vaše vprašanja, ki ste nam jih poslali v prejšnjih oddajah. Toga spremljite nas še naprej in do naslednjič. Čau.